Nasmehni se, Katja. Evo, si v objektivu. No, naslov je malo, je zelo zanimiv, no, ampak v bistvu to ne bo nekakšna pridika, ampak bo bolj moja osebna izkušnja skozi zadnja leta mojega življenja. Zdaj, večino veste drugače, da so z Adamom v Mongoliji, pa da kmalu odhajam nazaj, tako da se mi zdi pa, da je res lepa priložnost, da pač slišite tudi del moje zgodbe in kako sem sploh prišla do krsta in do Mongolije. Tako da, evo, ribeč lev. V bistvu ni nekako običajen, da ljudje delijo to svojo osebno izkušnjo z drugimi ljudmi ali pa da se, ne vem, kar naenkrat odpreš pa poveš vse. Ampak jaz verjamem, da je Bog res uporabil moje življenje zato, da lahko z drugim ljudem delim to, kaj se je zgodilo meni in kaj sem jaz poznala. Torej, v bistvu jaz sem odraščala v težki situaciji in sicer moj oče je alkoholik. Ne vem, če se lahko mogoče kdo od vas poistoveti s temu. Tako da v bistvu moje otroštvo, moja mladost je bila prežeta z fizičnim, psihičnim nasiljem. To je danes skozi več je tega. Ni skozi manj, ampak je skozi več. Tako da moji problemi so se začeli v osnovni šoli. Zdaj, ko se spomnim nazaj, pa mislim, da okrog 12, ko sem bila stara 12 let, se je nekako vse zgrnilo name in v bistvu spomnim se, da sem se začela rezati roke pri 12 letih. V bistvu sem začela tudi manipulirati že z drogami, zelo zgodaj, tudi pri teh letih. Imela sem bulimijo pa anoreksijo, en zelo kratek čas drugače. Tako da mi to ni sicer naredilo trajnih posledic, ampak bile so pa. Bila sem zelo labilna oseba, povleklo me je čisto vse, kar je bilo na trgu. Tako da, ko sta se midva z Adamom spoznala, sem jaz imela, mislim, da 24 let. Do takrat sem mogla že nehati jemati vse droge. Mogla sem zmanjšati konkretno alkohol, zaradi tega, ker sem zbolela za 3 boleznimi, in sicer depresijo, borderline osebnostno motnjo pa paničnimi napadi. Do takrat sem imela, že v bistvu sem zamenjala 3 stalne psihiatre, imela sem, drugače vse skupaj jih je bilo ene 5. Tudi sem zvedela zadnjo v Mariboru, da je bil ta prvi moj židanik adventist. In jaz takrat še tega nisem vedela. Tako da, takrat, ko sem se midva z Adamom spoznala, sem jaz gledala nekako takole, to sem jaz, rada se bo spomnil, bila sem brita. Imela sem ene 10 kil manj ali pa še zdaj kar ene 15 kil manj. Tako da, pač, takole sem izgledala nekako. V bistvu, ko so se mi te težave začele v osnovni šoli, sem rekla, zelo labilna, mene je potegnilo vse. Od alkohola, drog, glasba je bila konstantno velik del mojega življenja, zabave. Tako da jaz probala sem praktično večinoma drog, kar jih je na trgu. Katila sem, se pravim, od 12 leta naprej. V bistvu sem pa veliko eksperimentirala z halucinogenimi drogami. A kdo to ve, kaj je? Aha. No, in kakšen vpliv imajo halucinogene droge, če mi lahko eden pove? Da vidiš nekaj, če se ne staje. Tako, izkrivljati realnost. V bistvu ti si v stanju, kjer se prepričaš, da je nekaj realno, misliš stvari, ki so totalno izven konteksta, noro. Pač res, ljudje, ki se drogirajo, nočejo, vejo, da je nekje, moj Adam vedno reče, da on je
vedel pa, da s halucinogenami noče nikoli eksperimentirati, ker on vedno reče, ker se mu še včasih kaj hudega sana, da bi pa še doživel to, ni šans, no jaz nisem imela te meje. In v bistvu po ta prvi dozi se mi zdi, da so se mi začeli tudi panični napadi. A kdo ve, kakšni so panični napadi? Težko vdihaš, pa noter te vse stiska. Aha. V bistvu... A to je, ker ima vrečko pa začne. To je drugače, zmanjšaš količino kisika s tem, zaradi tega, da se ti sistem... Sam panični napad se ti pa sproši. Torej, panični napad izgleda tako, da ti, ko se popolnosti razvije ta panični napad, na koncu misliš, da boš umrl, ne veš razloga, spet ni nobenega realnega razloga za to, ampak preprosto tukaj po hrbtu, moj. Drugačni so, ampak meni po hrbtu je recimo srh prišel, pa takole pol v možgane, glava mi je začela peči, moj telo se je našopal z adrenalinom in potem, ko vi razmišljate, oziroma mi razmišljamo po sekvencah, in jaz odločam se, kaj želim misliti. Pri temu ne moreš vplivati na to, kaj ti misliš in je dejansko občutek tako, da je nekdo v tvojem telesu. Vse, kar pa misliš, je pa na to, da boš umrl. Potem tudi ta borderline osebnostna motnja se mi je razvila, ker so sicer, ko pravijo, da je neozdravljiva, ampak jaz mislim, da je Bog naredil čudež pri meni. Torej, takrat, ko sem se z Adamom spoznala, sem delala tudi v močnem poklicu in že to je bilo, mislim, posledice so stale še danes, pa še vedno to rada počnem, ampak nekako ni bilo to običajno za žensko. Tako da, če zdaj gledam nazaj, tudi prva stvar, ko sem se jaz upisala študirati, je bila filozofija. Torej, v bistvu sem bila najprej na filozofiji in angleščini v Mariboru. In jaz sem bila podpredsednica filozofskega društva, tako da smo hodili okrog in z vsemi se kregali in argumentirali, sem bila še zelo glasna v temu, da pač Bog ne obstaja. Pa tudi moja iskrena vera je bila, da vsi, ki nekako verjamejo v Boga, imajo pač, ali pač, ne vem, kakšno duševno motnjo, ali pa imajo zelo nizek inteligenčni kvocient. Res se mi je zdelo, vse revne države so ful verne in očitno ljudje tam niso izobraženi. In to sem jaz zelo, zelo glasno zagovarjala. Tudi zelo malo sem imela spoštovanja do teh ljudi. Ampak, če zdaj gledam nazaj, je neverjeten, v bistvu, takrat sem jaz glasna bila pod Bogu, res, ampak on me je varoval. Posilila so me skoraj 2-krat, bila sem na urgentni vsaj 3-krat, 4-krat, 5-krat, ker mogla sem mi izpumpati želodec zaradi teh drog. Drugo psihiatrino sem zamenjala, ker je govorila, da sem pač alkoholik in jaz tega nisem hotela slišati. Imela je pa v bistvu malo res, zaradi tega, ker jaz sem vozila pijana. Mislim, res sem imela ta blagoslov, da se mi nikoli ni naredila res kaj konkretnega. Enkrat se spomnim, ko me je policaj ustavil, sem bila pač toliko na glavo, da sem komaj prišla ven iz avtomobila, spotaknila sem se 3-krat, pa se mi še zmeraj izpustil, tudi zaradi poznanstv. Lahko bi jo že takrat res zelo zabredla, ampak nekako sem bila obvarovana vsega. Bilo je zelo, zelo hudo, ampak bila je pa ena meja, očitno. Tako da, ko sem pa spoznala Adama, v bistvu sem se spoznala v petek ali v soboto zvečer v enem baru, tudi on je bil na glavo. Zdaj njegovo zgodbo bom malo skrajšala, ker ga ni tukaj, ampak on je pri Aradotu doma so dentisti, so postali dentisti, ko je bil on star 5 let. In on je imel veliko zamero do tega, da je v sobotah ni mogel iti nikamor, ker fuzbal je špilo ful dobro, vsi izleti so bili na soboto, v bistvu ni imel osebne izkušnje z Bogom in ko on se je odločil, da ko bo star 18 let, on preprosto ne bo več hodil v cerkev. In tako se je tudi zgodilo in tako so se mi da spoznala v baru. Potem sem pa jaz spoznala njegove starše,
Adam zmeraj reče, da ga je bilo strah, kaj bo, ko bom prišla v Radotovo sobo, pa bo tam Bog kot kotek. Ampak v bistvu meni je bila ta družina res drugačna. Res v bistvu ful preprosti ljudje, sprejemali so me tako, kot sem. Velikokrat sem prinesla liter vina in nobeden ni rekel nič, čeprav sem vedela, da ne pijejo. Preprosto sem se res počutila sprejeto in bili so res še danes so zelo drugačni ljudje. Iskreni, dobrosrčni. Tako da takrat sem jaz pač rekla, no, to je pa zelo zanimiv, pa še veliko adventistov je vegetarijancev, jaz sem vegetarijanka zdaj že 17 let. No, to mene pa drugače zelo zanimiv, ampak jaz nočem imeti nič z Bogom. Preprosto je zame to ena ideologija nekje tanke, za manj inteligentne. Je pa res, da v bistvu velikokrat, ko smo bili tam, so nekako imeli kakšna proučanja in so začeli razglabljati v Bibliji. Mene sicer to zanima, ampak vsakič oziroma zelo velikokrat, ko je šlo to majhen globi, se je meni začel panični napad. In jaz preprosto nisem mogla biti v sob, nisem mogla tega poslušati. Tako da nismo nikoli imeli možnosti kaj globi preučevati. Pa se je pa zgodilo, da je Adam eni gospe delal spletno stran, sicer ona ni adventistka, je pa kristjanka, in je rekla takrat, da pač opaz, da je z mano nekaj narobe, sicer je res tudi to, da sem izgledala takole, a ne, tako da najbrž je očitno res razumela, da je nekaj narobe z mano. Kire letnice so tle? Tole je 2000 po moje 12. Ja, 2012. No, v glavnem, ta gospa je takrat rekla, jaz pač sem rekla v redu, kristjani so zelo v redu ljudje, ampak to je utopija, jaz nočem imeti nič s tem. Ta gospa je začela, pač je rekla, lahko molim zate, in bila je res prijazna, tako da ji nisem mogla reči ne, in ona je začela moliti. V tistem trenutku se meni začel spet paničen napad, in sem že bila pripravljena za beg. Ampak nisem mogla iti in takrat sem bila nekako stisnjena v kot in sem rekla, prvič sem si rekla, ok, Bog, zdaj pa če ti res obstajaš, jaz hočem, da gre ta paničen napad preč. In je šel v sekundi, prvič. Prej sem mogla imeti zdravila, cele noči sem se matrala, na urgentne so me mogli voziti, zdaj pa šel kar tako. Tako da zame je bil to velik znak, v bistvu velik odgovor na mojo prošnjo. In mi je sprožil pač ta razmišljanje, da ne zaviram vsega takoj, ampak da naj preizkusim. Tako da smo počasi začeli s preučevanjem in mislim, da nekako v pol leta sem bila jaz normalna, oziroma življenje se mi je toliko spremenilo, da vam ne morem opisati. Jaz sem imela popoln mir, ki ga svet res ne pozna. In to taka sprememba meni naredila toliko intenziven, da jaz nisem mogla zanikati, kaj se v meni zgodilo. V bistvu ta moja vera v Boga je mene pretransformirala za, mislim, neverjetno, ogromen. Tako da, v bistvu, vsi so opazili to razliko. Praktično v toliko kratkem času pa taka sprememba. Jaz nisem imela nobenih paničnih napadov, nobene depresije, jaz sem imela upanje v življenju in ljudje so to opazili. Tudi veste, da se je lanskrat naša mami krstila, tudi ona je pač nekako doživela to spremembo in jaz želim to osebno izkušnjo res za vsakega. To je edino upanje, ki ga lahko res imamo. Tako je zdaj nekako konc moje osebne izkušnje, ampak res bi rada z vam podelila 5 stvari. V začetku so bili 4, ampak zdaj je pa 5. Bog mi je odprl še eno. Ko sem jaz tekom svojega preučevanja oziroma raziskovanja ugotovila, kaj so bile težave v mojem življenju. Pač problem je, da smo mi na sovražnem teritoriju. Mi smo v Satanovi državi, v Satanovem svetu, v njegovi bitki
In to ni tako, da bi on sedel nekje v fotelu in čakal počas, da mi naredimo kakšno napako. Ne. On vsak dan, vsako sekundo in minuto intenzivno, aktivno dela proti nam. Morate vedeti, da se gre za vaš razum. Gre se boj za to, kdo bo v bistvu obvladoval vaše življenje. Če ga pač ne Bog, ki je ljubezen, ga pač nekdo drug. Služite, ne vede, ampak vi se morate odločiti komu. Vprašala vas bom čisto preprosto stvar. Sploh recimo, vem, veliko vas je tlele že, ki ne bi posegali po teh zadevah, ampak v svetu, če imajo ljudje na razpolago na misli tole, ali pa nekaj, kar je direktno stvarstvo od Boga, kaj bodo izbrali. Če imam jaz na razpolago pomfri pa korene, kaj bom izbrala? Kolenček. Tako, nekateri smo se danes že toliko izobrazili in ne bomo izbrali pomfri, ampak kaj ljudje jejo, kaj jim zadostuje njihov apetit. Druga stvar. Če imam na razpolago nekaj, kar je direktno stvarstvo od Boga za nas, in potem še nekaj drugo ponudbo, ljudje, pa sploh, v bistvu moja pridba se je začela v Mongoliji, ker tam so ljudje tako zavedeni, izbirajo tole, povsod je, povsod. Morate tudi se zapomniti, da je sladkor bolj zasvojljiv kot kokain. Pač to so znanstvene raziskave. Še eno vprašanje imam za vas. Če imamo na razpolago tole, zato upam, da bo predvajal. Aha, evo, drugač vam bom kar interpretirala sliko. Zvok tega je, ko predvajaš potoček, ptički, šumenje, šelesteč zvok, neki najbolj, sproščujočega, nekaj, kar je Bog ustvaril za naša ušesa. Zakaj pol, ko gremo mi na računalnik, na YouTube, izberemo nekaj, kar začne vzburjati naše živce, toliko, da čutimo, da nas nekaj premika? No, kaj bi bil vaš odgovor? Zakaj mislite, da je to tako? Narobe naučeni. V redu, narobe naučeni. Ampak recimo... Orodje. Načrtno zavedeni. Načrtno smo zavedeni. Sami izbiramo. Ampak zakaj bo meni bolj pasal pomfri, kakor pa korene? Zadovoljujemo svoje brbončice pa hrani, recimo, te užitke. Zakaj so te užitki tako sprevrženi? Od začetka že, od rojstva. Mi smo podedovali to grešno naravo. A je tako? Pač od začetka se človeštvo odločilo za greh, odstojenost od Boga. In jaz rečem, da od takrat naprej bi tole moglo biti pred našimi očmi vsak dan. Sicer ni toliko pomembno, kaj Satan dela, bolj pomembno je, kaj je Kristus naredil za nas. Ampak dokler se ne zavedamo, kaj dela, smo zelo nemočni proti njemu. Jaz meri rečem, da je Satan naredil doktorat iz tega dela naših možganov. On je tak ekspert, da ni božga. Pač ta del možganov se reče prefrontalni korteks ali pa prednji režen. In v bistvu vse, kar vam bom jaz zdaj govorila, je pač rezultat vsega, kar sem jaz slišala v preteklih letih. In nič ni od mene, vse so večinoma strokovni ali pa znanstveni članki, v bistvu spodaj so tudi citati, večinoma so vsi doktorirali na svojih področjih, kot to pišejo. V bistvu bom vam pa prevajala direktno, če kdo želi, vam lahko dam potem PowerPoint pa sami preverite, ampak žal toliko dobrih virov v slovenščini ni.
mislim, da lahko vsi potrdite, ko znate angleško, kaj govorim. V bistvu prefrontalni korteks je odgovoren, v bistvu nas ločuje od živali. Ta del možganov je odgovoren za naše logično sklepanje, za obnašanje, naše odločitve. V bistvu je to, kar mi smo, je točno slele noter. A ne? Vse ostalo so v bistvu funkcije, pa spomin, ampak tole, tlele, je pa to, kar mi smo. Vsi deli možganov, ki se vključijo pri eni odločitvi, a pa pri našem obnašanju, je tlele noter. In v bistvu osnoven psihiater, psiholog, pač ljudje, ki se s psihiatrijo ukvarjajo, poznajo, kako deluje hipnoza. Hipnoza pač z določenimi zdržljaji iz okolja povzročaš, da se ti ta del možganov izključi. Torej, ti nisi več, ne moreš se odločiti, ne moreš kontrolirati svoje vedenje. Ugasnem si. Ugasne si, ampak vse, kar pride noter, se ti lepo sprejmeš, usede se ti na tvoj spomin in tudi oni dostopajo do tvojega spomina in lepo črpajo sebe, da vidijo točno, kaj je v tebi noter. Smo pa v bistvu mi spomini, v bistvu naša vera so naši spomini, to morate videti. V bistvu vse, kar gre noter, vsi spomini, ki se filajo, to mi postanemo, ne moramo, da ne. To je v bistvu nevrološki proces. In jaz mislim, da v razodetju ni zastonj napisan 24, da na koncu bodo preživeli tisti, oziroma bodo nekako trpeli in bili z Bogom, tisti, ki niso molili zveri in njene podobe in si niso vtisnili na čelo in na roko njenega žiga. Roka nekako nakazuje naša dela, a ne? Torej mi v bistvu z našimi deli, roka je pač prispodoba za dela, kaže, kdo smo mi in kaj počnemo. Čelni reženj oziroma čelo pa pokaže tudi, kaj je v naši glavi. A ne? O čem mi razmišljamo, kdo smo mi, kaj so naše vrednote in kakšne so naše odločitve v življenju. Torej, 5 stvari vam bom predstavila, kar sem jaz ugotovila, da Satan ugotovil, lahko z njimi nekako izključi naš prednji reženj, dostopa direktno do našega spomina in manipulira s tem, kdo smo mi. Torej, mi počnemo stvari, ki jih sicer sploh nočemo početi, ampak jih počnemo, ker preprosto ne znamo drugače. On diktira naše življenje. Prva stvar, pa stvar je zdaj še tako. Jaz sam predlagam, da v bistvu glede teh stvari, ki jih boste slišali, pač molite, a ne. To je res osebna odločitev od vsakega posameznika. Ampak jaz mislim, če to, na koncu bom pa še enkrat pokazala, če je to moja roka in je 5 stvari, ki me povezuje z Bogom in pelje k Bogu, torej prva je, da preučujem Sveto pismo, da molim, da služim drugim ljudem, da širim veselo sporočilo in ena najpomembnejša, mislim, ne najpomembnejša, ampak